Ta prireditev je literarna večer, posvečena je našem praznovanju 25. letu. Istočasno je to tretja literarna večer oktobra meseca, ki je v sodelovanju z veleposlaništvom Črne Gore in konzulatom Črne Gore in medgeneracijskim centrom za izobraževanje v Kranju. V tem centru tudi imamo prostor, v katerem delujemo. Danes je bil pomemben dan, zaradi tega, ker smo povabili na pisatelja Zudija Golčiča in likovnega kritika iz Podgorice, iz Črne Gore, Vladka Simonoviča, kateri so nam priredili eno čudovito literarno večer. Prireditev je bila predvsem posebna zaradi tega, ker v našem društvu delujejo otroci, mladina, kateri so pripravili tudi kulturni program. Od folklore, poezije in vseh teh dogodkov, ki smo jih danes imeli možnost doživeti. Vaš gost je tudi slikar, ne? Ja, naš gost je tudi slikar, to je pisatelj in ki ima to roko in to dušo, da riše in slika, predvsem pa staro arhitekturo in si jo želi na svoj način ohraniti v ta čas, v katerem je bila takrat ena dimenzija bivanja. Vse te njegove slike so v bistvu praktično iz Podgorice, iz Črne Gore, in to je stara arhitektura, ki je stara od 500 do 600 let, mostovi, potem z vrata in danes prav pogledu, ki je razstavljen, imam zelo tako asociacijo na naše primorske kraje, na našo arhitekturo primorsko. Na to prireditev so prišli tudi gostje iz drugih krajev Slovenije in pa Črnogorci, ki živijo v Sloveniji, iz vse Slovenije v bistvu. Mi smo povabili vsa kulturna društva, ne samo črnogorska, tudi iz Bosne, iz Hrvaške in tudi iz Sandžaka, tako da nocoj je bilo veliko naših gostov iz drugih društv, ki se nakajajo po celi Sloveniji, kateri delujejo kot društvo. Moram pa povedati, da smo mi društvo, kot najstarejše društvo, da imamo status društva, kar pomeni to, da s temi kulturnimi projekti dobite status društva in potem je pa tudi naloga, da to vsako leto morate spreminjati, nadgrajevati in tako. Veliko se ukvarjamo ravno v tem prostoru med generacijskim centru v Kranju, potekajo vsako prvo soboto v mesecu, so likovne delavnice, katero izvajam tudi osebno in naša likovna šola SAP iz Ljubljane v bistvu ponuja brezplačne delavnice otrokom iz mesta Kranja. Kakšni so pa vaši načrti za vnaprej? Naši načrti so predvsem to, da prenašamo to kulturno pripoved iz Črne Gore, vse te kulturne dobrote, prenašamo, kako bi otroci ohranili to kulturo njihovih prednikov in normalno, kako bi to uskladili s kulturo, slovensko kulturo, v katero živimo in prebivamo. In osebno 40 let je ravno to leto 40 let mojega bivanja v Sloveniji in moram priznati, da je moja Slovenija, moja Črna Gora se zelo podobne in tako da ima mene take dve najlepše dežele v svetu. Vi ste predsednik tega društva? Jaz sem predsednik tega društva, tudi ustanovitelj. Zdaj sem predsednik eno leto, tako, druga sem pa glavni urednik časopisa, to se pravi prvega časopisa, ki je v tem našem kraju Usnji pravo, v zgodovini tega je to prvi časopis Izvor, katerega zdaj bomo naredili še 65 številko.